fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni v moji družbi, z vami sem Maja Monroe. Danes je z mano prav posebni gost, ki ima toliko alinej, da v bistvu me je strah, da ne bomo prišli skozi za časom, ki smo si ga zadali za podcast. Andrej Težak Težki, pionir slovenske stand-up komedije, glasbeni menedžer 3/4 slovenskim stand-up komikom, pa še kakemu tujemu mogoče. Lastnik edinega stand-up kluba v Sloveniji in na Hrvaškem, idejni sooče festivala stand-up komedije Punch, ki je by the way edini festival v Alpe Adria regiji. In Težki je tudi edini stand-up maratonec. Edini težki. Torej, pozdravljen. Žija. To sem zdaj nadaš, kao ne mara, te rečem žija. To je bilo živjo zdaj? To je bilo živjo, sam bolj žija. Živjo. By the way, podcast snemam v Mariboru, tako da Težki je tudi edini, ki zdaj tukaj provocira. Dobro, v redu je. Ok, ostanimo fajn. Kaj od tega, kar sem zdaj naštela, je najbolj tvoje? Wow, vse to je precej moje. Trenutno najbolj stand-up maratonec. Trenutno to, kar mi vzame največ časa in da hkrati največ energije. Se pravi, to združevanje teka, stand-up komedije, dobrodelnosti, osrečevanja otrok. Osrečevanje otrok. Okay, mogoče povemo malo več o tem projektu, da bodo ljudje sploh razumeli, zakaj ti to največ pomeni. Se pravi, ti si združil stand-up z tekom. By the way, to ni tekec, ampak je dejansko ultramaraton, oziroma vedno so neki zelo ekstremni podvigi, ki pa so pač ful pomembni, ne? Ker ti hočeš dejansko s tem tekom pritegniti pozornost javnosti, zato da se potem vse skupaj usmeri tudi na dobrodelni namen. Ja, več je teh, se pravi, dobrih momentov v tej zgodbi, ne? Mislim, ko sem jaz začel teči, to je zdaj manj kot 4 leta nazaj, nisem vedel, da bo šlo v take skrajnosti. Si pa želel? Mogoče ne takoj, pač na začetku sem začel teči zato, da sem se začel malo gibati, da sem začel malo premikati svoj telo. Ne? Zelo malo sem pa začel premikati meje. Predvsem svoje in k temu vabu vedno ljudi, da se mi pridružijo. Ne? Ena fajn stvar tega je, da pozivam ljudi, da se čim več gibajo. Preveč sedimo, preveč bulmo v ekrane, takšne in drugačne, od teh malih, ki jih nosimo s sabo v žepu, do ogromnih, ki jih imamo na stenah. Na srečo ne hodimo več v kino, ne? Ampak ne hodimo v kino, ker je treba iti v kino. Tako da v bistvu je bil eden od glavnih namenov to, da ljudi spodbudim v gibanju. Ne? In tudi prvo leto, ko sem tekel po Sloveniji, se pravi 600 km v 10 dneh, sem zelo vabil ljudi, da pridejo, da se mi pridružijo, da pridejo na stand-up nastope, ki jih je bilo 30 v teh 10 dneh, in pol grejo z mano teč. Ne? In je bilo kar uspešno v vseh pogledih, tudi kar nekaj ljudi je teklo z mano. Naslednje leto je bilo pač hoja po hribih, 33 vrhov v 33 dneh. No, to je ful zanimivo, v bistvu si na nek način predstavil fokus iz teka na hribe. Je to bilo recimo potem tudi bolj uspešno za ljudi, so se bolj pridružili, ker je bila pač hoja v hribe, ali je bil tek tisti, ki je, ali je bilo oboje, recimo, je oboje ljudi motiviralo? Oboje je ljudi motiviralo. Sam v prvem projektu so se ljudje mogoče malo bali mi pridružiti, ker kljub temu, da sem jaz govoril, tekli bomo počasi, je bilo še vedno, ja, ampak bomo tekli, ne. Če bi jaz takrat rekel, prehodil bom Slovenijo, bi verjetno imel množice ljudi, ki bi se mi pridružili. No, se to sem mislila, ne? Pač hribi so in pa bili mogoče bolj domači. Pač tam so mi verjeli, ko sem rekel, bomo šli počasne. Čeprav jaz po hribih tečem, kadar grem sam ali pa s temi mojimi kolegi, predvsem grmadarji, recimo, ki treniramo veliko skupaj, to nikoli ne gremo v hribe počasne. To gremo Valjda, da ne. Valjda, da ne. Itak, da ne. Mislim, počas. A veš, ljudje bi sicer pa rečejo, ja, pa pol ful manj vidiš, če preveč hiter hodiš po hribih, če tečeš. Pa ni res, ne, v resnici vidiš več, ker lahko dlje prideš v istem času. Tako da ja, ampak ljudje so lani pač pri tem projektu, ki je bil pač v bistvu združen z akcijo Gremo v hribe, se rajš pridružili in so bile res mase ljudi. Meni je bilo pa tudi to zabavno, ker delali smo stand-up na gorskih kočah, planinskih domovih, kjer v bistvu noben še tega ni počel, kjer verjetno razen harmonike niso slišali kaj drugega od kulture. Fajn mi je bilo pa tudi zato, ker sem par slovenskih komikov spravil v hribe.
Ne vem, spravil sem čefurja na Triglav, se pravi Šumija, to je bil en tak, spravil sem pižamo takrat na en vzpon, na pohod, da je šel z mano in se je dobro držal in tudi se je že predtem začel gibati, pa se zdaj toliko več. Spravil en kup tudi ljudi, ki so rekli, pa veš, da jaz pa še nikoli nisem bil tukaj. No, ampak ravno to, če se usmerimo zdaj na to, pač od tega, kar zdaj govoriš, ta projekt, naprimer, spravil sem ljudi, takšne in drugačne, pa tudi množice. Po drugi strani pa, naprimer, začetnik slovenske stand-up komedije, ustanovitelj stand-up festivala Punch, ki je v bistvu tudi še vedno edini, Kdaj si začutil, da hočeš ljudi prebujati v bistvu k nečemu oziroma jih vleči naprej k dobrim stvarem? Jaz ne vem, če kaj dosti razmišljam o tem, oziroma ne vem, če imam, jaz zdaj čutim, da moram to narediti in potem kako bom zdaj to naredil. Pač stvari se več ali manj zgodijo pri meni zelo tako intuitivno, se pravi, iz danes na jutri, ali pa celo iz danes na danes. Tako nekako se je zgodil festival, Tin Vodopivec je poklical še par ostalih komikov, med drugim mene, in rekel, mi rabimo festival. In naslednji dan sva sedela v pisarni z računalnikom, delala spletno stran, klicala komike, ki bojo nastopali, razmišljala, kdo bi še lahko šla na sestank in bam, že smo imeli festival. Mi rabimo klub. Kako bi lahko bil klub? Jaz sem slučajno povezal eno pustovanje in sem tam pač jamral eni punci iz festivalne dvorane, mi bi pa nujno rabili nek prostor, vi imate ful teh prostorov, in naslednji dan sva šla že gledati te neke prostore, kjer je včasih bila Jonasova biljardnica 10, zato se klubu še danes reče 10, čeprav smo vmes zamenjali lokacijo. In vse tako na nek tak način, ko je dozorel čas, sem jaz bil tam in sem rekel, zdaj se mora to zgoditi. In seveda ne sam, nikoli. Punch festival ne bi bil, če bi tukaj bila midva s Tinom. Tukaj smo rabili prvo leto 15 komikov, zdaj jih rabimo že 30, ker je 6 dni. Ampak vseeno se mi zdi, tako razlagaš, kot da se ti vse nekako odpira, kot da ti pridejo prave stvari, tako kot si rekel, v pravem času naproti. Bi rekel, da je to zato, ker slediš, tako si rekel, intuiciji. Če bi zdaj, na primer, ljudem, ki nas poslušajo, pač skušala vliti pogum v to, delajo to, kar res čutijo, ali pa ne. Ker ljudje vedno bolj pomislijo, saj jaz bi, samo jaz nisem tisti, ko sem rojen pod srečno zvezdo in se mi bo vse odprlo, meni se ne bo. Ne, to je napačno. Ti si še en dokaz, da v bistvu se. To je čisto napačno razmišljanje. Pač vedno moramo početi te stvari, ki so nam fajn, če sledimo tvojemu geslu ali kako je, imenu podcasta. Pač moramo začutiti, kaj bi radi počeli v življenju. Veliko ljudi ima problem s tem, ker ne vejo, kaj bi radi počeli, ampak to je zato, ker narobe razmišljajo. Razmišljajo, kaj bom jaz počel, da bom zaslužil denar. To ne sme biti naša prva misel. Saj vemo, denar je pomemben za obstoj. Sam, če na prvem mestu postavimo si vprašanje, kako bom zaslužil več, a bom jaz lahko preživel od tega, pol pač ne bomo, pol je to napačna. Ti moraš pač na prvem mestu se imeti fajn. Fajn je, da se dosti zgodaj odločiš. Zdaj, jaz sem imel malo srečo, da sem dolg časa živel mogoče doma, pa tudi pol kasneje, ko sem se preselil na kmetijo. Je to bila neka kmetija, ki je tam že bila in sem tako počas gradil neke stvari, ampak vedno mi je bilo, zdaj imamo stand-up, bomo delali stand-up, bomo nasmejali ljudi, super, bo to kaj plačan, ne, danes ne bo. Kaj pa jutri? Ne, jutri tudi ne bo. Kaj pa čez 3 dni? Ne bomo mogli pa še nekaj plačati, zato da bomo lahko nastopali. Se pravi, pač čisto skregano s pametjo. Ampak vseeno, si bil kdaj v situaciji, da si bil zaradi tega, ker si sledil svojemu srcu brez denarja? Če to, da je festival v Tolminu, Regi festival Overjam, se potopil in mi odnesel 400,000 evrov, pa verjetno ja. Ampak ti še vedno živiš. Ja, še vedno si tu in še vedno delaš, v bistvu, kljub zato in delam tudi še vedno ta festival. Se pravi, ni to pomenilo, da smo mi zaprli in štartali nekje znova. Meni se je to zdelo vedno narobe. Če si nekaj zelo želim in ta prvo leto ne uspe, pa mogoče drugo leto ne uspe, moraš še malo počakati. Recimo festivali, tako kot tudi razna podjetja, recimo, tako kot tudi, ne vem, če imaš glasbeno skupino ali pa če hočeš biti komik v končni fazi ali pa uspešen tekač, se ni važno. Pač nekaj, kar si zaželil, to ne bo čez noč. Tudi pač zdaj na eni strani jaz govorim, delam te stvari zato, ker so mi fajn, ampak še vedno je treba te stvari
pol je treba trdo delati, ne, je treba... Pa v bistvu jih spremeniti v denar, kakorkoli obrneš. Mislim, v končni fazi se same spremenijo v denar, ne. Ampak če si ti vložil dovolj časa, dovolj svoje energije v to, jaz nešteto noči nisem prespal, ker sem pač delal neki, pa so bili to koncerti z glasbenimi skupinami, kjer smo pač recimo šli, ne vem, ob 8 zjutraj od doma, zato da smo najprej naložili kombi, se odpeljali nekam, imeli tonsko probo, vmes pojedali neke brezvezne pice, čakali na svoj koncert, ki se je zgodil ob 1 zjutraj, ker smo pač bili zadnji, in potem se peljali domov, razložili opremo, razvozili band okrog. Ampak vseeno je bilo fajn. Ful je bilo fajn. 24 ur sem zapravil in tudi ni nujno, da sem dal kaj v žep, ne. Samo, da so bili stroški pokriti, je bilo takrat pomembno. Ampak pa naslednjič je bilo pa že več, ne. Tako pač, ok, jaz sem začel delati z bandom Slon in Sadež, najprej z duetom, pa kvartetom, na koncu jih je bilo že 6, ampak veš, to je bila neka stvar, kjer smo se vsi imeli fajn, noben ni ful razmišljal. Pa v nekem momentu smo začeli dobivati denar, ne. In ker je bilo meni to toliko fajn, mi ni bil problem vzeti tudi en kup enih mladih, nadobudnih bandov, ki mogoče danes jih ne bi, ali pa bi, ne vem, vsakič, ko mi kdo da kakšno tako ponudbo, je pol, dobro, mogoče bi pa lahko njim pomagal, zato da bojo začutili ta moment, tako kot sem ga jaz lahko takrat. In pač pol rasteš po neki lestvici, ne, zato ker te ljudje opazijo, kako z dušo delaš, kako energijo daješ v te stvari, in pa lahko delaš z največjimi, ne. Pač jaz sem delal z Bigfoot Mamo, sem delal z Magnificom, potem se je začel stand-up, ne vem, če imaš festival, ki je res tako brand, pol pač vsi vejo zate, ne. In ni problem, in pa tudi seveda nek denar zaslužiš, ne. Pač prodamo 1000 vstopnic in nekaj mi mora ostati, seveda, ne. No, ampak recimo, bi rekel, da si že doživel vrhunec na vsej tej poti sledenja svojemu srcu? Ni šans. Vrhunec bo... Sploh obstaja to v tvojem življenju? Mislim, vrhunec se bo zgodil en dan pred smrtjo, ne, zato ker pač ne bo več potem časa naslednji dan iti še naprej, ne. Ampak zato moraš vedeti, kdaj bo prišla smrt. Ne rabiš vedeti. Vsak dan greš še en korak naprej, ne. Pač ni tistega vrhunca, ki bi rekel, okej, to je pa zdaj to. To ni predstava, v kateri ti gradiš ta lok, ne, gledališki, se pravi, v enem momentu je vrhunec predstave in potem jo počasi zaključuješ, ne. Tako se veliko življenj odvije, ne, tako. In že pri 30 oni mislijo, da imajo vrhunec in pol trpijo do 70, 80, 90 let in se jim nič ne zgodi. Samo še hodijo v službo zato, da dobivajo ta svoj evro. Oni nimajo vrhunca sploh nikoli, zato ker se nič novega ne zgodi. Njim je vrhunec to, da se v nedeljo frej in ležijo na kavču, ne. To ni noben vrhunec, ne. Vrhunec je to, da probaš nekaj novega. In vsaka nova stvar mora biti vrhunec, ne. In ne smeš imeti ciljev, ki so nedostopni zate, moraš pa imeti cilje, ne. Se pravi, ok, jaz hočem jutri osvojiti Triglav in pa sam zjutraj štartaš, ne. Ne veš, a si ti sposoben osvojiti Triglav ali ne. Zadal si to je tvoja želja in želja mora postati cilj, ne. In pa je samo pomemben, da vmes znaš slediti tej poti, ki te pelje na ta cilj. Zdaj pač, ok, Triglav, ne. To je lahko samo metafora tudi nečesa, kar bi radi počeli v življenju. Ni važno, lahko hočemo peči slaščice in to delati profesionalno, ne, ampak najprej bomo mogli speči milijon slaščic za svoje prijatelje, za družino, za neke žurke, ki jih imamo v nekem ožjem krogu, pa pol širšem krogu. In pa postanemo slaščičar mogoče, ne. Zdaj govorimo o nekom, ki se je odločil tako inspirativno za to, da postane pač nek pek slaščica, ne. Da bo v bistvu sledil svojemu srcu, ne? Ja. Ampak ko si rekel, moraš pa slediti svoj poti. Dosti ljudi bi te zdaj vprašalo, pa kak slediš svoj poti? Jaz bi tle omenil Nejca Zaplotnika, ne. Se pravi, on je naš alpinist 30 let nazaj, pač žal ustal nekje v hribih, ampak on je pač rekel, če hočeš najti cilj, moraš slediti poti, ne. In mi se pa glih kontra v bistvu tega lotevamo, ne. Vsi si postavimo nek cilj in ne vemo, kako do njega, in pol trpimo in pol iščemo, tle ni v redu, tle se spotaknemo, tle nam nastavijo ovire. In pol, še tudi, ko premagujemo te ovire, se motiviramo na način, mene nič ne more ostati, jaz lahko premagam vsako oviro. Cilj je pa še vedno tam nekje in on se oddaljuje, ne. Zato, ker ga mi izgubljamo. Če pa mi rečemo, ta pot je to, kar si mi želimo in sam hodimo po njej, ne. In ni pol ovir, zato, ker pač vsaka ovira je del te poti, vsak kamen, ki ga moramo prestopati, ker je prevelik, je pač on je tukaj.
In to je del poti. In cilj pride pol na koncu samo od sebe. Cilj je pol dnevni lahko in je lahko tedenski in mesečni in letni. Nemamo pa enega tazga cilja. Pa zdaj večina ljudi reče, moj cilj je, da bom bogat. Moj cilj je, da bom imel avto, hišo, stanovanje, psa. To je Ampak pač, polje tisoče zgodb, ko so ljudje dosegli v bistvu ta nivo in so bili so nesrečni. ostali prazni. Ja, definitivno. Zato, ker ravno ta pot, ki razlagaš, te polni. Ja, ker nisem nič, v bistvu ta cilj je bil brez veze. Pač je moj cilj, da bom jutri vozil boljši avto kot danes. Jaz dobim nov avto in je boljši. Samo moj cilj gre naprej. Se pravi, po jutrišnjem hočem imeti še boljši avto in še boljši in še boljši. In pol ni več avtomobila, ki bi me zadovoljil. In pa si kupam jahto. In tam se mi isto dogaja. Pol si zgradim hišo, vilo, ne vem kaj. To so vse, mislim, predvsem ljudje ful materialno gledamo na to. Mi moramo gledati, samo da se imamo fajn. A sem jaz imel fajn v tej hiši? A se bi imel lahko fajn tudi v manjši hiši? Pa šel pol rajš, ne vem, se družiti z ljudmi, ful se premalo družimo. Meni je to pri tem teku, pri stand-up maratoncu bil tudi eden od ključnih momentov, da se čim več ljudi Da zbere. povežeš ljudi. Ja, in da gremo skupaj. Hotel sem tudi čim več takih ljudi, ki mogoče nimajo najbolj možnosti v tem trenutku, ne vem, pelati invalide na Krim, pelati otroke nekam, pa tudi pol, ko smo pač denar predali botrstvu, se pravi otrokom, ki ga nimajo za neke te izvenšolske dejavnosti ali pa v končni fazi tudi za jest, ki se jih skriva tle pri nas, imamo pač velike revščine pri nas, ampak te ljudje, ki so revni, samo denarno, drugače so pa mogoče celo bogatejši od ljudi, ki imajo ful preveč. Si mogel kdaj na tej poti žrtvovati tudi kaj? Ja, Da si mogel sem. lahko sledil svojemu srcu? Definitivno sem žrtvoval, pa če ne jaz, pa mogoče ljudje okrog mene, ali pa sem mogel žrtvovati ljudi okrog sebe. Jaz sem zamenjal kar nekaj punc v svojem življenju, zato ker sem spremenil svoj nek začetni, mislim, ker niso mogli slediti tej moji poti. No, tako. To je v bistvu ena žrtev po eni strani, ko jo pa sicer nadomestiš z neko drugo punco, z neko drugo ljubeznijo. Pač tudi je mogoče, ne vem, če je to zdaj žrtev, ful se bo čudno slišal, ampak pač ljudje ful dajo na to, da bi si ustvarjali družino, tako mogoče pri 20, 25, ne vem, ko končajo faks, si najdejo eno službo in potem si ustvarjajo družino, se pravi pravega partnerja, otroke, neko stanovanje, psa, avto, vse te neke stereotipne, klasične stvari. Jaz nikoli nisem tako gledal, zdaj lahko bi nekdo rekel, ampak ti si se mogel ful žrtvovati, ti nimaš družine, ti pač nimaš tega, onega, tretjega, ampak ne, pač jaz nisem se odločil za to, da bi to imel, niti se nisem odločil za to, da tega ne bi imel. V nekem momentu ti te stvari prekrižajo tvojo pot in pa se odločiš, a boš šel čez in nečesa ne boš vzel, ali boš preklopil se nekaj, pa spremenil mogoče za prvotno začrtano pot. In to moraš v vsakem trenutku življenja dati možnost, da ni samo ena možnost. Pač, da se imaš lahko fajn levo ali pa desno. Pa ne politično gledano. Ja, ampak pač to, recimo, meni se zdi, da v bistvu človeka izpolni levo in desno. In se pravi, na nek način se izpolnjuješ skozi delo, ki te veseli oziroma ki ga čutiš kot neko poslanstvo. Po drugi strani pa vseeno vsi iščemo odnose, pa izpolnitev tudi kot partnerji, kot starši, kot to, kak je to pri tebi. Ja, pri meni je tako, da je že v tem delu, ki ga imam, ful veliko enih odnosov. Pa niti ni, da bi prišel zvečer domov in bi rekel, shit, tle zdaj sam ležim na kavču, nobenega ni. Ne, ker sem že včasih tudi utrujen od nekega druženja s ful ljudmi. Zdaj... Ampak bi rekel, da so to ti odnosi, ki te polnijo ali te bolj praznijo? Pač ti odnosi, ki se mimo grede zgodijo v sklopu. Pa se ne toliko mimo grede, mislim, gradiš te odnose, Pač od teh nekih, bom rekel, management konferenc, do festivalov v končni fazi, do, ne vem, dela na odru in potem, ko greš dol in se družiš s tem. Zdaj, ene stvari so zelo tam naključne, spontane, ampak spoznaš nove ljudi in z enimi od njih, tisti, ki ti padejo bolj v oči ali pa bolj v dušo, da se bolj pokonektaš, mogoče potem z njimi gradiš nek odnos, ki pa je zelo lahko različen, koliko je močen, koliko je velik, koliko v tistem trenutku potrebuješ. In to je meni v bistvu najbolj pomemben, da se s tem ne obremenjujem, da si ne rečem, ok, jaz nujno rabim tak in tak odnos in potem se ne zgodi in sem nesrečen. Tako marsikdo, to so tudi hude depresije, ljudje padejo, zato ker si iščejo partnerja in to ga iščejo, da ga ne dobijo, čeprav je pred njimi.
stoji zraven, hodi na kavo z neko punco in vsak dan je razlaga, kako je on v bistvu beden in zdolgočasen in ne vem kaj vse in vse, kar bi mu pomagali to, da bi dobil punco. Ne. Ona pa ki samo miri in budri in ja, pa se ti boš vedno najdel punco. Ampak med njima je že ful močen odnos. Ne. Mislim, poznam ful takih primerov. In oba sta nesrečna. Ne. Tako, pa pridete domov in razmišljate, ampak se jaz bi lahko bil z njo. Ampak pa tega ne reče na glas, ali pa sploh ne pomisli, pač išče okrog. Ne. Moramo odpreti oči. Moramo odpreti oči, ja, življenjsko se mi zdi tako. Ti kot menedžer, še mogoče za konec samo bendov ali pa recimo tudi stand-up komikov, torej ljudi, ki bi radi delali v nekih poslanstvih in poklicih, ki niso nujno, mislim, dosti je tega čakanja na nek način na uspeh oziroma struglanja, borbe. Vedno več je. Ful moraš verjeti v sebe, to se mi zdi najtežje in kaj ti rečeš recimo tem mladim, oziroma kaj tudi iščeš naprimer pri tem, predvsem v povezavi s tem verjeti v sebe? Mislim, iščem ljudi, ki imajo nekaj zapovedati, ne? To je prvo. Ne? Se pravi, da imajo neko zgodbo, pa ni važno, kako jo hočejo izraziti. Je to skozi video, je to skozi stanje na odru in govorjenje šal, je to skozi igranje kitare, slikanje, ne vem kaj, ali v končni fazi, če se vrnem, skozi pečenje slaščica. Ne? Jaz to iščem skozi v življenju, ne samo kot menedžer, ne samo kot tukaj pač jaz prepoznavam talente na odru, ampak jih pa prepoznavam tudi drugače. Jaz obožujem kuharje, jaz obožujem gozdarje, ki znajo narediti s to žago marsikaj. Obožujem kmete, ki znajo, nam sam pobrati krompir, ampak na pravi način v končni fazi. In to jaz iščem, zgodbe teh ljudi. In tisti ljudje, ki znajo živeti svojo zgodbo, tisti ljudje bojo preživeli v tem sistemu. In ne bojo nikoli nesrečni. In tako je pač s komiki v tem trenutku, pa tako je z glasbenimi skupinami. Jaz sem delal z nešteto mladimi glasbenimi skupinami, delam z nešteto mladimi komiki zdaj. Pač imam svojo šolo stand-up komedije, kjer že na začetku vidim, kdo je prišel za to, ker res to želi delati, ker to čuti, ker ima to energijo v sebi, jaz bom stand-up komik. Ne pa na drugi strani eni, ki pridejo in rečejo, meni se ne da na faks, jaz bi rad nekaj sam, da zaslužim. Ne. To ni to. Ne. Pač to, ti moraš najti v sebi to, kar te izpolnjuje in pol bo vse ostalo prišlo samo od sebe. Težki, super, to je v bistvu najboljši stavek, ki bi ga lahko za konec povedal za Fine podcast, ki je namenjen dejansko, da inspirira ljudi, tako da če čutite v sebi nekaj, kar bi morali narediti, čemur bi morali slediti, just go for it. It. Pač kot jejte pač ful. Ja. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.